Mi smo pač malo zamudili, zanima me vaše stališče do teh današnjih rezultatov, ki so bili predstavljeni. Ja, torej veseli me, da smo končno prišli do nekih oprijemljivih rezultatov monitoringa. V bistvu je v letu 2016 bilo izbrano podjetje Erikon, ki bo opravljalo monitoring tal voda in še drugih, torej divjadi, prašnih delcev in pa travišča vse do leta 2020. Danes so bili predstavljeni prvi rezultati. Ugotavljamo, da je Poček seveda onesnažen z težkimi kovinami, zlasti pehotna strelišča, vendar tudi ugotavljamo, da je večina te onesnaženosti iz preteklih let, iz prejšnjih obdobij, ko so različne vojske bivale tu na Počku. Ugotavljamo, da je vsebnost težkih kovin v primerjavi z letom 2006 nižja. Edino, kjer je mogoče najbolj kritično, je pa onesnaženost z mineralnimi olji, kjer je pa vendarle ugotovljeno, da smo od leta 2006 do sedaj to onesnaženost malce povečali. No, se mogoče tudi glede teh ukrepov malo bolj konkretno. Prej je bilo že slišati nekaj predlogov, kako lahko v bistvu vojska prispeva k temu, da se pač to onesnaženje ne povečuje. Kako konkretno vojska dela na tem? Ne vem, boste tudi vi uporabljali v prihodnje drugačne tulce, kako se čisti? To poskušamo že sedaj. Prvi ukrep je, da se čisti. To pomeni tam, kjer streljamo z bojno municijo, poskušamo vse izstrelke nekako zbrati in jih odstraniti ter reciklirati. Drugi ukrep je, da poskušamo čim več streljati z tako imenovano manevrsko municijo, to pomeni, da ni izstrelkov. Tretji ukrep je, da bomo poskušali v čim večji meri uporabljati simulatorje in trenažerje. Imamo že kar 2 sistema, v prihodnosti mislimo nabaviti oziroma imamo že sklenjene pogodbe še za 2 simulatorja za orožja, ki jih uporabljamo na Svarunu, in želimo tudi pridobiti simulatorje za top 30 mm. To pomeni, da bi večino teh streljanj opravljali vendarle v simulacijskih centrih in pa v teh trenažerjih. Seveda želimo tudi večino streljanj preseliti na tako imenovana filmska strelišča, kjer imamo že v Vipavi in v Kranju. Poleg tega imamo tudi v Kranju pokrito strelišče za bojno municijo. Skratka, vse te najbolj nevarne zadeve mislimo v nekem obdobju iz Počka premestiti v bolj softificirane sisteme. Vsekakor pa se aktivnosti na Počku ne odvijajo samo z onesnaževalnimi procesi, tako imenovanimi, vendar imamo dosti tudi gibanja po terenu, vaj brez orožja. Skratka, tako da Poček v vsakem primeru ostaja naše osnovno in primarno vadbišče. Kolikokrat pa se vadi na Počku? Imate kakšne te podatke? Ja, seveda, v letu 2016 smo bili na Baču prisotnih 104 dni, na Počku v letu 2016 204 dni, v letu 2017 bomo malo povečali intenzivnost, tako da načrtujemo, da bi bili na Baču prisotni okrog 130 dni, na Počku pa okrog 250 dni. Potem se vseeno vaje tam povečujejo? Število vaj in prisotnosti tam se povečuje, vendar se pa zmanjšuje intenzivnost teh vaj in pa uporaba bojnega streliva. Kar se pa mineralnih olj tiče, je pa naša ambicija, da z adaptacijo oziroma z novo gradnjo na Počku strelišča za oklepna vozila posodobimo, tako da bi namestili tudi na poligonu lovljivce olj in pa seveda tudi pri ustrezna parkirišča, kjer je najbolj kritično za izpust teh olj. Mene samo še hrup zanima, najbrž sem zamudila tisti del, če ste že kaj pojasnjevali, kako boste to merili. Mislim, da je to ena glavnih tegob tukajšnjih prebivalcev. Glejte, hrup se bo meril v letu 2017, torej letos se začne meriti hrup. Vendar kljub temu smo mi že opravili eno meritev z neko drugo organizacijo, in ko je bilo najbolj intenzivno streljanje, to pomeni, ko smo streljali za havbico 155 mm. Takrat je bilo ugotovljeno, da je zelo blizu iz strelišč hrup prekoračen, vendar
tam, kjer so pa prve hiše, takrat ni bil prekoračen. Vendar govorim, to so zdaj neuradni rezultati, moramo počakati letošnje leto, da bo pooblaščena organizacija merila hrup v skladu z vsemi standardi in normativi in bomo kasneje lahko kaj več povedali, kako je s hrupom. Govorim pa, da gre za tako imenovani impulzivni hrup. To pomeni, da ni tisti klasični hrup, ko nekaj brni, vendar ta impulzivni hrup nastaja pri izstrelkih velikega kalibra, zlasti pri haubicah 155. Najlepša hvala. Hvala lepa.